Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Klavdijo Hladin, mojstrico naravne nege las. Klavdija, povej nam, kaj vse lasje povedo o nas? Rekla bi, da mogoče v prvi vrsti to, koliko smo v skladu s samim sabo in pa z naravo. Koliko se cenimo, ker v bistvu, če sprejemamo sebe, potem sprejemamo tudi, bom rekla, našo naravno barvo las. Ja. Ne, tako kot je, konec koncev nam jo je narava dala z namenom. Ja. In takrat, ko res sebe sprejmemo v čisto popolni celoti, potem smo izpolnjene. Smo to, kar smo, evo tako. Pristne. Pristne. O tem, kako lahko lasje naravno zasijejo s pomočjo naravnih pigmentov, naravnih oblog v oddaji Pristna ženska na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navduhujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Zelo sem vesela, da ste danes z nami, ko bomo spoznali izjemno žensko, Klavdijo Hladin, ki je svoje življenje obrnila na glavo in se pogumno podala na pot iskanja notranje svobode, osebne rasti in pristnosti. Njena pot ni bila lahka, vodila jo je skozi številne izzive, tudi skozi zahtevno partnersko izkušnjo z osebo iz druge kulture, kjer je občutila, kaj pomeni omejevanje svobode. A je zbrala pogum, zapustila odnos in svojo varno ustaljeno službo, ter se odločila slediti klicu svojega srca. Že desetletje osrečuje sebe in druge kot ekološka frizerka, umetnica in učiteljica naravne nege las ter telesa. Njeno delo je preplet umetnosti ter globokega spoštovanja do narave. Ve, da so lasje izraz naše notranje energije in stanje duha. V vsakem lasu prepozna zgodbo, ki jo telo pripoveduje o ravnovesju, zdravju in samospoštovanju, ter jim srčno, naravno nego pomaga, da v polni moči zasijajo. Jaz si pravim šepetalka rastlinskih skrivnosti, zato sem iskreno vesela, da jih bo danes delila z nami. Draga Klavdija, srčno dobrodošla. Hvala. Hvala za povabilo. Z veseljem. Klavdija, kdo je Klavdija? Ženska, ki je predana naravni negi v svetu, ki spodbuja umetno in komercialno. Ja, v bistvu lahko rečem, da je v tej eni Klavdiji kar enih različnih obrazov, ne bom rekla, ampak kar izkušenj, modrosti, ena taka velika zakladnica, bi rekla. Vseh izkušenj, znanja, modrosti in midve jih bova danes kar nekaj podelili. A misliš, da je ženske danes preveč pozabijo na to notranjo lepoto zaradi zunanjih pritiskov? Definitivno. Definitivno pritiski so kar. In zdaj, kot rečeno, biti pristna je tudi ne se podrediti ravno tem pritiskom, ne, verjeti v sebe, verjeti v svojo energijo, intuicijo, zaupati v naravne procese, v naravo. Jaz mislim, da je to to. Da se vrnemo nazaj k sebi, ker če pogledamo recimo ženske iz nekih drugih kultur, ki imajo po naših merilih predvsem manj nekih vplivov zunanjih, pa tudi manj mogoče materialnih dobrin, ampak njihova naravna lepota pa je nezamenljiva in vsakokrat, ko jih vidimo, se vprašamo, kako, od kod? Kako jim uspe, ne? Kako jim uspe, ja. Tako. Tvoja osebna pot je izjemno zanimiva. Lahko celo malo rečem, da je malo dramatična, ker si dejansko zapustila varno službo v zelo konzervativnem okolju in šla na zelo nekonvencionalno, nevsakdanjo poklicno pot. Res je. Kako si slišala ta glas?
Ja, zelo zanimiva zgodba. V bistvu začelo se je dejansko z mojimi lasmi. Prav z mojimi lasmi, mogoče že prej, ampak ne, začnimo pri tem, ja. In moja večna želja je bila imeti en svoj kotiček, en tak varen mehurček, nekaj, kjer bi lahko res posvečala sebi, pomagala drugim. No, in vedno je bil tisti strahec prisoten, kaj pa, če ne bo šlo, kaj če ne, kaj če to, kaj če ono. Skratka, vedno neke omejitve, ki pa so itak v bistvu samo v glavi, ne. Dokler se ni začelo odvijati. No, in ravno tu je pol tisti point, slediti svoji intuiciji, zaupati. Začelo se je torej z lasmi. Moji lasje so pač v enem določenem trenutku postali izredno uničeni. V slabem stanju, Zelo, zelo. In potem, ja, v bistvu pa se je začel kamen odvijati, no. Eno povabilo na predavanje, recimo. To je bil, mislim, da naslov Resnica o Kani. Glede poslikav sem bila seznanjena takrat, za lase pa se mi sanjalo ni, da to obstaja, no. In res tisti klic, ja, grem, zanima me, da vidim, kaj to je. In no, 2 uri in pol sem poslušala v bistvu z zaprtimi usti. In to je bilo to, vsega. To želim, to rabim, to moram sprejeti. To je zdaj tudi ključni moment, da ne rabimo videti cele poti, dovolj je, da slišimo glas, ki vedno prav pove, pokaže en korak in če mu sledimo, bo pokazal naslednji korak. Točno to. Nikoli pa ne bo pokazal cele poti. Ne. In tu je treba včasih stopiti tudi v neznano. Vedno. Intuicija vedno vodi v neznano. Pri tebi je bil ta premik iz konzervativnega v totalno nekonvencionalno pot res zelo izrazita. Zelo, tako. Za seboj imaš tudi eno, bom rekla, težjo partnersko izkušnjo. Okusila si omejevanje svobode. Kako si našla pogum, moč in da si to izkušnjo pretvorila v moč, ki te danes bogati in vodi? Tako. V bistvu vse, ko si v tem, ne vidiš. Takrat si pač v enem takem začaranem krogu, iz katerega misliš, da ne gre, ne? Ampak bolj, ko se poglabljaš, bolj, ko vidiš, bolj spet zaupaš svoji intuiciji, bolj vidiš, da to ni prav. Ni prav, ampak kar tako lahko, no, to ne gre, ne? Dejansko ogromno dela na sebi. In ključno vprašanje, ki bi si ga morale zastaviti, je ta, ne se vprašati, zakaj se to meni dogaja. Obrnimo, kaj se moram z tega naučiti. In bolj, v bistvu bolj, ko spoznavamo to, prej smo na površini, ko splavamo ven z tega. In kaj si se naučila? Ja, v bistvu dejansko je šlo tu res za eno karmično močno zadevo. Spoznala, kaj sem spoznala, koliko sem vredna. Lastno vrednost. Tako, kaj si želim, kaj si ne želim, kaj si zaslužim. In kaj si boš dovolila, ne? Tako. Ni težko, mislim, ne bom rekla, da je to bilo, da mi je bilo žal. Ne, sploh ne, ker to so lekcije v bistvu, ki so blagoslovne. Pa kakorkoli že, ne, tudi če so težke izkušnje, vedno potegnemo neko modrost, neko znanje ven, ne. In jaz sem prepričana, da ti tudi danes znaš zelo jasno povedati, kaj pomeni biti svobodna ženska. Da to tudi ni samoumevno. Absolutno, da ne. Absolutno. V bistvu omejevanje lahko rečemo na vsakem koraku, ne. Pač že zato, ker si ženska, ne. Ja, v taki kulturi. Ampak kaj nas splošno pomeni biti svobodna ženska? V bistvu, da odločam o sebi sama, da se ne omejujem, ne. Da sem v bistvu res iskrena do sebe. In tudi to, ne samo, da sprejemaš svoje odločitve, ne, da poslušaš sebe, da slediš svojemu srcu, svojemu glasu, da delaš tisto, kar delaš rad. Točno to. Da ne čakaš na dovoljenje drugih, Res je. ne, ampak prevzameš odgovornost, ne glede na to, v kakšni situaciji si in narediš
gubne korake naprej. Tako. Ja, ker svoboda je velikokrat marsikomu samo beseda, stoji pa za njo zelo, zelo veliko. Ampak pogoje za svobodo si pa moramo dati sami. Kako si jih dala? Kako naj to zdaj obesedim? To je zelo težko. V bistvu vse tu zdaj ni neke strašne čarovnije v tem, no. Ko si v bistvu res nekaj zastaviš, nekaj želiš, pač to narediš. Ok, verjetno ne, malo je tudi treba gledati na okolico, v bistvu ne zdaj kar čez neke bariere, da se še... Ampak to, ja, sebe na prvo mesto, ampak vseeno, da še upoštevaš okolico, ne, do neke mere. Ne, da zapostavljaš potem vse ostalo, no. To je tako ali tako v bistvu predpogoj, ne? Da ne greš potem ko tornado in podiraš vse pred sabo in za sabo, ampak da tudi ta pot k sebi, k pristni sebi gre na mehak, nežen, spoštljiv, ljubeč način, najprej do sebe in točno to. Če bom jaz imela dovolj energije oziroma če bom jaz zadovoljna, bom dajala potem tudi 100%, ne. Če pa temu ne bo tako, pa bo tudi lučka samo na pol gorela. Se strinjam. Bova naredila zdaj kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci, oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Klavdijo Hladin, ki je mojstrica naravne nege las. Klavdija, v svojem studiu Inana, tvoje delo temelji na naravnih oblogah, naravnih pigmentih, rastlinskih oblogah. Kako si se naučila skrivnosti rastlinic? Jaz mislim, da sem to prinesla zraven, da je to nekje v meni. Enostavno vem, ja, rada se učim, rada brskam, rada raziskujem. Vse, kar je povezano s tem, mene zanima. In pač skozi leta nekako najdeš kar dosti informacij, ampak dosti pa izvira kar iz mene, se mi zdi. Ampak te skrivnosti niso, tudi če jih ti veš, je vseeno ena cela znanost stoji za tem, ker ti moraš točno vedeti, koliko česa, katere substance, katere naravnega pigmenta, katero rastlinico v kombinaciji s katero rastlinico, da pride potem do nekega učinka. Ja, je pa ni. Je pa ni. Tebi je to tako naravno? Ja, meni je to res popolnoma naravno. Nekako, ko rastline spoznaš, tudi rastlina je živa, ima svojo karakteristiko. In ja, hecno je, mogoče za koga sem jih kar personalizirala. Tako so kot ena moja družina in nekako vem, kako funkcionirajo in ko pač nekako dobim en tip las v roke, se mi kar nekako zložijo. Aha, to pa to pa to, toliko tega pa tega. Ja. Mislim, da je ni ženske, ki si ne bi želela imeti lepih las. To je, se mi zdi, sinonim ženske lepote, zdravi, močni, svetleči lasje. Ampak priti do njih pa ni tako enostavno. Ne, ni. Ni enostavno, sploh dan danes v bistvu, kjer se las tretira kot modni dodatek. Je modni dodatek do neke mere. Se pravi, jaz vedno rečem, barvanje las je skladno z naravo, dokler ne posegamo v celico, se pravi v melaninsko celico. In tu se potem zadeva zaključi. Las je že v bistvu iz zgodovine ven sinonim ženskosti, ženske senzualnosti, lepote, zakaj ponekod skrivajo lase žensk. Ja, je krona ženske lepote. Tako je v bistvu krona naše vitalnosti. Ker lasje ne izražajo samo tega zunanjega videza, ampak izražajo tudi, od kod izvirajo, torej našo notranjost, naše ravnovesje. Kaj ti vse vidiš, ko recimo pride nekdo k tebi in si želi lepe lase, kje začneš, kaj je ta pot, da nekoga pospremiš
Ja, zdaj tukaj je delo precej individualno. Ne? Čisto odvisno, za kakšnimi lasmi pride kdo. No? Pri nekaterih ni dosti dela, pri nekaterih je pa ogromno. Ne? Zdaj, če je potrebno najprej začeti z zdravljenjem, se je treba poslužiti tega, potem pa vse ostalo. Ne? Je pa marsikaj izvedljivo. Ja, marsikaj. Povej nam malo več o tem. Ja, kje naj začnem? Kako si svoje lase, ko si rekla, da si imela zelo slabe lase, kako si recimo pri svojih laseh potem ta tretma, to nego začela usklajevati zunaj in potem znotraj? In znotraj, tako. Ja, zdaj tak, če moja želja po dolgih laseh je bila vedno nad vsem, ne? In ko dejansko je bil padec res trd, no, ko sem videla, da pač ne bo šlo čisto toliko po naravni poti, oziroma mi je ta umetna, oziroma, kako ne rečem... Lasni dodatki? Ja, no, ti lasni dodatki so mi itak čisto zdesetkali las, ker sem jih kar dosti nosila. Skratka, morala sem tudi sama dojeti, kaj je moje, kaj pa ne. Ne? In zdaj pri laseh, ja, tukaj je tega, da več ne vem niti, kje naj nadaljujem. Ne bi kar začela mogoče pri primerih z strankami. Ne? Recimo zelo, zelo pogost pojav je močno izpadanje. Najprej je dobro ugotoviti, zakaj las izpada. Napaka je, da iščemo vedno potem nekje zunaj rešitve. A ni vedno tako, ne? Dostikrat je v bistvu stanje lasu tudi izraz našega duševnega, fizičnega, zdravstvenega stanja. Če lasje niso svetleči oziroma so razmršeni, brez življenja, brez nekega posebnega razloga, recimo govorim o kemični obravnavi, ne? Takrat je treba potem tudi malce vase pogledati. Pa začeti potem tukaj raziskovati. Ne? Jaz lahko pomagam samo od korenine naprej. Znotraj pa potem mora vsaka sama raziskati, kaj je point. Ja, to pomeni, da ne glede na to, da ti skrbiš torej od korenin naprej za zdrave, močne, svetleče lase, dejansko ti tudi vsako žensko, ki sede k tebi na stol, učiš o njenem notranjem ravnovesju. Kaj ji poveš? Kaj lahko ona zase naredi, zato da bo od znotraj naredila pogoje, od koder bodo lahko potem korenine črpale za lepe lase? Ja, tukaj lahko samo dam smernice, recimo, ne, pač to, koliko poznam. Spet odvisno od same problematike, ne. Pač to potem probava nekako skupaj najti, oziroma jo usmerim na pravo pot. Ko to enkrat prebrodiva, potem lahko greva naprej, ne. Seveda sem opora vedno zraven, definitivno pomagam, koliko se le pomagati da, ne. Tako da ja, moje delo pravzaprav res ni samo skrb oziroma delo z lasmi, ampak je verjetno kar dosti globlje, no. Je to tisti moment, ki te vedno znova prižiga? Definitivno, ja, definitivno, ker se pravim, je zelo, zelo individualno, zelo individualno. Ne morem reči, da sta dve ženski enaki. Ja, seveda. In vsaka ima svoje težave, vsaka ima svoje skrbi, svoje želje, svoja pričakovanja. In tudi recimo, da mi uspe, da začne sprejemati sebe, takšno kot je to pač za mene tudi ena zmaga, ne. Ja, kaj bi recimo rekla ženski, ki zdaj recimo najo posluša, pa bi želela preiti iz kemije v naravno nego las? To je velik prehod, pokaže se v bistvu dejansko stanje las, ki jih kemija velikokrat zakrije. Lahko se spremeni barva, lahko se vidi še verjetno karkoli drugega. Prehod je lahko manj ali bolj izrazit. Kaj bi ji svetovala, če bi jo bilo strah, da naredi ta korak? Ja, v prvi vrsti ne se bati. Ne se bati, ker karkoli bova naredile, bo prav, bo v redu. Uničiti ne moreva popolnoma nič. Se pravi, škode nobene.
Je pa ena taka kar mera potrpežljivosti potrebna, ne gre iz danes na jutri. Če smo leta in leta recimo slabo ravnale z lasmi, ne moramo zdaj iz danes na jutri popraviti, ne. Ena nega, eno barvanje ne bo spremenilo, ne? Je proces, je celostni proces, ne samo v laseh, ampak tudi v nas samih. Tako da ne se bati, res, če ne druga probati. Je eno taka izkušnja, eno potovanje, eno luštno potovanje v sebe, kar pogumno. Koliko časa, oziroma koliko časa traja ena taka korenita tretma, zdravljenje las, ki so bili dolgo leta recimo kemijsko obravnavani, v eno naravno stanje? V najslabših primerih lahko rečem tudi do 1 leta. Ali pa Sicer več? ali pa več, no, 24 mesecev, to je, takrat se že ponavadi tudi izraste, ampak ne, se gre prej. Zdaj nekje tam po 3 mesecih se že vidijo rezultati, pri nekaterih prej, ampak zdaj, če govoriva o res hudo, oziroma težjih primerih, potem nekje po 3 mesecih se že vidijo rezultati. Ja, ker se v bistvu vračamo iz kemije, se vračamo na naravno barvo las. In rastlinice potegnejo to naravno barvo las v ospredje. Deluje dejansko tako, da tukaj je zdaj glavna igralka Kana, bova zdaj njo izpostavile. Njen pigment, ki se imenuje lauson, v bistvu je edini pigment, ki ima sposobnost spajanja z proteinom. Se pravi, prilepi se na protein, protein imamo v laseh, koži in pa v nohtih, potem z njim potuje počasi v sredico lasu, zato tudi pač sam tretma traja nekoliko dlje časa. In tam se ovije okoli melaninske celice. Se pravi, je ena bariera tudi na povrhnjici, definitivno, ampak vse skupaj se pa le v lasu dogaja. In zato tudi las potem po tretmaju postane bolj nekako močen, nahranjen, vitalen, sveti se, ker je v bistvu tudi ovojnica lepo zaprta. Kodri se povrnejo, ne? Točno tako. Las v bistvu oživi. In ovojnica v bistvu je edini ščit, ki ga las ima pred zunanjimi vplivi. In naj bo zaprta, naj bo cela, naj bo... In te rastlinske obloge in naravni pigmenti pustijo pustijo zaprto oziroma jo pocelijo, se pravi, se še bolj lepo zapre. Zato je tudi lom svetlobe potem na takih laseh lepši, sploh na soncu, igre barv, to je nekaj najlepše. Ja, se takoj vidi, kaj je umetna barva, pa kaj je naravna barva. Res. Imajo te rastlinice moč pri vseh barvah laseh? Moč imajo, definitivno. Edino, če lahko rečem, težava je v tem, da temnolaske smo malo prikrajšane teh živahnih tonov. Tu žal, svetlolaske imajo več možnosti, se pravi, blondinke absolutno dobrodošle, ker postane ta barva še bolj vitalna, še bolj lepa, svetleča. Največjo prednost imajo pa sivolaske. Res, tu so pa, sivčki v bistvu so pa tukaj naši zavezniki, vsi se jih tako otepamo. Ampak ne, zakaj? Ker siv las je v bistvu prazen, nima pigmenta. Lahko vzame katero koli. Kakršnokoli barvo, tu je pa cela paleta na voljo. In zakaj se braniti sivih las? Mislim, to je prednost, v tem primeru je to pa to prednost. Ja. Nadaljujeva po kratkem odmoru, počakajte pred ekrani. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Pristna ženska, v kateri danes klepetam z mojstrico naravne nege las, Klavdijo Hladin, ki pa ni samo mojstrica naravne nege las, temveč se tudi ukvarja z poslikavo telesa z kano. Res je. In poslikava telesa z kano je tradicionalen običaj, ki izvira iz vzhodnih kultur. Uporablja pa se v bistvu kot simbol zaščite. Največkrat se ženske poslikajo ob pomembnih dogodkih, kot je poroka, rojstvo otroka in podobne slavja. Kaj te vodi pri poslikavi?
Mene osebno izrecno intuicija. Izrecno tukaj pač nekako najbolj uživam v tem, ko lahko ustvarjam čisto iz sebe. Bom rekla, tradicijo dam mečkeno na stran. Se je ne držim, ker konec koncev ne živimo tam in smo lahko tu malo svobodnejši. Tako, striktno intuicija. Intuicija. In kaj vse te poslikave in te znaki, ki jih rišeš, ti ornamenti, imajo nek pomen? Tako je, ja, to je skupek simbolov. Različnih simbolov in kot vemo, v bistvu simbol, ko ga narišemo na neko podlago, zavibrira. To je že od nekdaj. Tako da nekako čisto po občutku začutim, kaj ponavadi ženske se damo poslikati, kaj v tistem trenutku potrebuje. Se pravi, je vedno dotik in takrat nekako mi postane popolnoma jasno, kaj risati. Ne razmišljam, popolnoma ne razmišljam, pustim, da se zgodi. In rišeš. Ja. Kje si se naučila poslikave s Kano? V osnovi sem se ogromno naučila sama. Imela sem sicer eno zelo, zelo prijetno mentorico, če jo lahko omenim. To je Sonja Velikanje. Drugače pa večinoma sama, ja. Te vodi intuicija in poveš potem tudi svojim ženskam, kaj si jim narisala? Točno to. Tudi, se pravi, pasto Kane, ki jo uporabljam, striktno pripravljam sama. Tako da je vedno sveža in tudi, da vem točno, kaj je not. Kaj je noter in s čim boš v bistvu dala simbol zaščite nekomu naprej. Ker to je na koncu koncev je to odgovorna naloga. Absolutno, zato ker v bistvu se da kornetke Kane naročiti preko spleta. Ampak tu je treba biti vedno pazljiv, vedno opozarjam na to, na te primesi, ki so zraven, konzervanse, tudi PPD je noter, ki je izredno škodljiv in izredno alergen. Tako da moje opozorilo, Kana je samo bakrena, ni črne Kane. To. Svojemu delu si res predana z dušo in telesom, z intuicijo in z srcem in tudi vem, da si v svojem studiu veliko časa posvečaš studiu. Je moj drugi dom. Ja, tvoj drugi dom, svojim strankam. Ampak kako najde Klavdija čas zase, za svoje ravnovesje, za svojo harmonijo? Definitivno si ga najdem. Prav zavestno si ga najdem, si ga vzamem, ker ga enostavno rabim. Tako da nekako se poslužim tudi aktivnosti, ki so mi zelo, zelo blizu, zelo pri srcu. Poslušam pa sebe. Pač to, kar čutim trenutno, kar rabim, potem si to vzamem. Kaj so tvoje dobre prakse? Dosti gibanja. Trudim se oziroma sledim nekako zdravemu načinu življenja. Izogibanje stresa. Pač ja, vse se tudi to da, konec koncev, zakaj ne. Itak se vse začne v glavi. Ja, pa če delaš nekaj, kar delaš rad, tudi ta sindrom stresa in izgorelosti ga v bistvu ni, ker sploh nimaš občutka, da delaš. Pa ker jaz vem, da si ti cele dneve v studiu, bi morala biti zdaj po desetletju že pošteno izgoreta, utrujena, izžeta, pa v bistvu nisi. Ker je to delo, ki je tebi pisano na kožo. Tako, ker te polni. Se pravi, to, kar res rad delaš, kar res srčno rad delaš. Tudi jaz dobim nekako od vsake stranke nazaj neko energijo. Že to, da ko gre iz salona z iskricami v očeh, že to je za mene veliko poplačilo. Je pa tudi spremljaš jih od prvega obiska, od prvega posveta do, bom rekla, ko začneš neke tretmaje, vidiš, v kakem stanju je las. Tako. In pol ga vidiš 1 leto kasneje in se ti lasje zahvalijo. Absolutno, absolutno. In to je nekaj najlepšega res, kar lahko recimo res dobim nazaj. Ja, se še izobražuješ dalje? Absolutno, vedno, vsak dan. Vsak dan. Kaj tebi rastlinice povejo, ko ti
Jaz, ko pridem k tebi v studio, vidim tam tiste škatlice, pa te prahe, pa neka imena, pa kaj tebi pripovedujejo? To so moja družina. To so moja družina in že sama, ko prestopim prag studija, pridem v čist nek drug svet. Ja, lahko rečem, brez njih ne bi. To so moja družina in takrat tudi pozabim na vse tegobe, na vse, v bistvu čist na zunanji svet. En zelo, zelo lepa prispodoba ene stranke je bila v času, ko je pač razsajalo vse od zunaj, od korone, ne vem kaj vse. In njene besede so bile, tukaj se počutim kot v varnem gnezdecu. In ja, to nekako poskušam pričarati sebi in stranki. Ker je svet rastlin pri tebi, ne? Ja. Svet rastlin je pri tebi. Tako, in tudi globoko spoštovanje do narave. Pač živimo v svetu, ko mora vse na hitro. Tukaj pa nas rastlinice malo ustavijo, in treba si je vzeti čas. Koliko je modrosti v naravi, pa sploh ne znamo več, ne zmoremo več, nismo dovolj potrpežljivi, da bi, ampak dejansko je vsa modrost v naravi in če jo upoštevamo tudi pri negi las, pridemo lahko zelo daleč. Ogromno modrosti. Narava je poskrbela za vse. In res je samo potrpežljivo. Narava je zanesljiva, a počasna. Res je. In če bi res tukaj nekako poslušali ta ritem narave, bi bilo marsikaj drugače. Res je, ker narava je ciklična, sodobni svet je pa linearen, ampak kroga cikličnega ne more stlačiti v linearno črto in tukaj je kar nekaj izzivov zaradi tega tudi nastalo, da smo malo zgubili pravo smer, pa pravi občutek. In lasje to točno odslikajo. Točno to odslikajo, ker če ni ravnovesja v telesu, ki je ciklično, tudi na laseh ne more biti ravnovesja. Ne more biti. In posledično potem tudi ten kože in je eno z drugim. Žar in je tako. Eno z drugim. Katere vrednote te vodijo, Klavdija, v življenju? V prvi vrsti iskrenost. Iskrenost do sebe, do drugih, do narave. Ja, v prvi vrsti to, Če smo iskreni do sebe, pa do narave, potem nekako laufa vse. In poslušati intuicijo, tako kot si jo ti. Točno tako. To je en tak drobčken glasek nekje v ozadju, ki se ne vsiljuje, ampak ga je kar fajn prisluhniti. Zaradi tega glasu je banka izgubila zanesljivo uslužbenko, ampak naravni svet lepote pa je dobil še petalko rastlinskih skrivnosti. Kar je dosti boljše. Definitivno. Kaj bi sporočila našim gledalkam in gledalcem za konec? Kaj naj odnesejo z najinega pogovora? Sledite sebi. Imejte se rade. Skratka, cenite se. To je to. Ne obremenjujete se za stvari, na katere itak nimamo vpliva, nima smisla. Pač stopati naprej z pogumom, veseljem, radostjo. Pa ljubezno do sebe. Definitivno. Tvoja umirjena narava govori dobesedno povezavo z življenjem z naravo. Ker ko si enkrat v stiku z naravo in delaš z naravo, črpaš znanje iz narave, si tudi sam popolnoma umirjen. Verjetno si drugačna, kot si bila prej, ko si delala še na banki. 100% preobrat. 100% preobrat, ja. Klavdija, srčna hvala, da si svoj 100% obrat podelila z nami, da si bila moja gostja, da si podelila svoje znanje, modrosti o tem, da je vredno poskrbeti tudi na naravni način za svoje lase. Z največjim veseljem. Hvala za povabilo. Hvala lepa, Klavdija. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam, da ste bili danes z nami. Naj vas pogovor s Klavdijo Hladin spodbudi, da v laseh prepoznate modrost, ki šepetajo tudi o vašem notranjem ravnovesju. Lepo vas pozdravljam do naslednje oddaje Pristna ženska.